Dobro jutro iz Mariborskega nabrežja, tukaj je Valentin, ura je 6 zjutraj. Ja, danes mi je uspelo vstati spet majčkeno bolj zgodaj, to pa zaradi tega, ker sem se odločil za spremembo ritma. Namreč do zdaj sem zvečer hodil na rekreacijo v fitness in potem je bil problem zjutraj vstati zaradi same fizične utrujenosti. Sedaj sem se pa odločil, da bom poskusil z jutranjim vstajanjem, snemanjem teh videoposnetkov in grem potem v fitness. Fino je, ker imamo tukaj fitness, ki se odpre že ob 6 zjutraj. Ok, pa se osredotočim na današnjo temo. Spregovoril bi o čustvih, o energijah in o življenju, o tem, kaj smo, kaj nas žene. Za razumevanje teh videoposnetkov, ki jih delam, in izrazoslovja, se pravi terminologije, je ključno, da se človek seznani z določenim besediščem, določenimi definicijami besed, ki jih uporabljam, zato ker v naši družbi je tako, da ko se nekdo izgovori neko besedo, vsak potem si predstavlja drugačne stvari, kaj pomeni določena beseda. In z raziskovalno skupino, kjer raziskujemo delovanje uma, stvarstva in tako naprej, uporabljamo določeno besedišče, določene definicije specifične, zato da se lahko med sabo razumemo, da točno vemo, o čem govorimo. In bi tokrat naprej samo razložil razliko med definicijami besed življenje in energija. Na splošno se velikokrat reče v naši družbi, vse je energija, v smislu vse je iz atomov, v atomih je energija. In taka definicija sicer po eni strani lahko točna, ampak spet pa obstaja več vrst energij, več vrst določene sile, ki žene nas in življenje in premikanje in vse skupaj. Zato mi uporabljamo besedo življenje za tisto primarno energijo ali silo, ki nas oživlja, ki nas napaja in ki ni pogojena z nekim trenjem, z nekim konfliktom, z nekim proizvajanjem, ker avtomatično teče skozi nas. Torej, življenje je tista sila, tista energija, ki nas oživlja, ki je del nas kot živega bitja ali po domače rečeno duše. Besedo energija pa uporabljamo za umsko energijo, za energijo, ki jo občutimo in jo doživljamo kot čustva in občutki. In lastnost življenja je to, da je stabilno, da je to sila ali energija, ki je stabilna, ki ne niha, ampak vedno obstaja, je konstanta. Energija je pa tista pojavnost, ki pride in potem izgine. Se aktivira, potrebuje za generacijo trenje, konflikt in potem, ko tega konflikta ni več, potem energija izgine. Torej, življenje je tista konstanta, življenjska sila, ki nas napaja, ki nas dela žive. Energija je pa umska energija, ki se povzroči zaradi določenih miselnih vzorcev, ki jih imamo, ki so v neskladju z realnostjo, ki jo doživljamo. V ozadju energije, se pravi umske energije, so miselni vzorci, ki so neke vrste prepričanj, idealov in ki nam onemogočajo, da bi sprejeli
to realnost tako, kot je. Zaradi tega ustvarjamo notranji umski konflikt, trenje, in na osnovi tega konflikta se proizvede energija, ki jo mi zaznavamo kot čustva in občutki. In naš proces, ki ga izvajamo, je potovanje od energij proti življenju, torej da se osvobajamo pogojenosti od energij, da niso energije tiste, ki nas vodijo, da ne potrebujemo proizvajanja konflikta, zato da se napajamo z pozitivnimi ali negativnimi energijami, ampak da se osvobajamo teh umskih energij in da delujemo na osnovi življenja, na osnovi principa, na osnovi odločitve. Torej, da se odločimo, da bomo nekaj naredili in potem enostavno to naredimo zaradi tega, ker ne potrebujemo čakati na energijo, na proizvajanje energije, ker smo že kot življenje, kot osnovna primarna energija in se lahko na osnovi tega življenja v vsakem trenutku takoj premaknemo in gremo v akcijo. Zaenkrat ne bo to vse glede razlike med življenjem in energijo, ker v naslednjih posnetkih bom uporabljal samo te dve besede zelo specifično, v skladu z definicijo, ki sem jo danes razložil, tako da ne bo potem nesporazumov, kaj mislim, ko bom enkrat rekel življenje, kaj pa, ko bom rekel besedo energija. Lepo se majte in nasvidenje do jutri. Evo, jaz sem že nazaj iz fitnesa, ura je že skoraj 8. Kar sem hotel povedati je to, dajte pogledati povezave pod tem videoposnetkom, napisane v opisu, ker boste videli še precej teh videoposnetkov, ki še bolj natančno opisujejo zgodovinski razvoj energij, kako so se razvile iz materije in kaj je njihov resnični in poglobljeni pomen. Tako da dajte tole obvezno pogledati, ker je to življenjskega pomena, da boste razumeli samega sebe, to stvarstvo, smisel življenja na tem planetu in da bomo lahko vsi skupaj živeli bolj v harmoniji in sožitju.